No, kako pravite, da se imenuje ta barva? Seveda oranžna, bronasta, še kako drugače bi lahko rekli, ampak dajmo malce zakomplicirati. Povejmo to bolj poetično, po francosko poetično. No, in Francozi so tej barvi dali ime po južnoameriški puščavi, tam ob Pacifiškem oceanu se vije, ampak je skrita med dvema gorovima in zato je v padavinski senci. In zato je to ena najbolj suhih puščav na svetu. Na leto prejme manj kot 15 mm padavin, so območja, ki že leta in leta niso dobile niti kapljice dežja. Za katero puščavo gre, povejte spodaj v komentarjih. Ampak zakaj danes sploh toliko besed o tej barvi? No, zato, ker je barva praktično najmanj pomembna značilnosti Dacia Sandero Stepway. No, od tu naprej se bomo posvečali samo še značilnostim, ki imajo nek tak praktičen smisel, praktičen pomen, predvsem pa so to praktične značilnosti, ki temu avtomobilu dajo nizko ceno. Štartemo. Začnimo kar z enim konkretnim primerom, kaj pomeni, da je Dacia zgrajena tako, da je čim cenejša. No, to so kolesni pokrovi, ki pa seveda izgledajo skoraj tako kot prava lita platišča. Se strinjamo? No in poglejmo ta pokrov motorja. Zelo, zelo drzen je, zelo nastopaški, ampak takšen je lahko nastal šele takrat, ko so ga odobrili finančniki v Dacii. In za tem novim Sanderom se seveda obračajo glave. Pa to sploh ne je zaradi tega, ker je to Dacia Sandero Stepway, torej stepska Dacia, Dacia, ki želi dati nekaj tistega pustolovskega duha. In ta pustolovski duh izhaja iz tega, da je avtomobil za 4 cm bolj oddaljen od tal kot pa klasičen Sandero. To pomeni skupaj 17 cm. No, v praksi se je to na našem testu pokazalo tako, da nisem podrsal po tleh, niti ko se je pred mano na takšnem makadamu pojavil od zime precej uničen odtočni kanal. Ampak Sandero Stepway ni pravi terenec, pa sploh ne zaradi odsotnosti štirikolesnega pogona. Pravi terenec v Daciini paleti je Duster. In če vas zanima, koliko sta Stepway in pa Duster narazen, seveda govorimo o primerljivi opremi in pa pogonu, no, 3200 €. Duster seveda ponuja večji, bolj družinski prtljažnik, ampak tudi Sandero prtljažnik je za svoj avtomobilski razred kar precej velik, pravzaprav ogromen. Za občutek Clio ponuja 40 litrov manj, ampak saj veste, da prave vrednosti, koliko je prtljažnik velik, ne morete zares izmeriti v litrih. No, Stepway prinaša tudi eno zanimivo tehnično domislico in sicer tiče se strešnega prtljažnika. Ja, tudi pri Dusterju imate vzdolžne letve ves čas na razpolago, ampak tukaj vozite s sabo tudi prečne letve ves čas. Poglejmo, stestirimo. Aha, ključ potrebujemo. Pa veste kaj, poglejmo tovarniško fotografijo. Tudi v kabini je Sandero bolj prostoren kot pa Clio in to se recimo pozna tudi še posebej na zadnji klopi, ki je sploh po širini precej udobna. Počutje za volanom je dobro, ampak ne tudi idealno, vsaj za mojih 174 cm. Namreč zaradi zelo razpotegnjenega vetrobranskega stekla sedim zelo blizu stropa. In pri izbiri počutja za volanom, volanskega položaja, bodite pozorni tudi na paket opreme Dacia Sandero. Namreč osnovne izvedenke nimajo po osi nastavljivega volanskega obroča. In to dela razliko, vsaj pri nekdanjih Dusterjih je to iz prodajnih salonov izgnalo marsikaterega visokoraslega voznika. No, armaturni plošči moramo nameniti več časa. Po eni strani zato, ker je Dacia postala šik s to tkanino. Stikala klime so vsekakor ostala klasična, vrtljiva, trdna, ki jih primemo v roke in to zelo, zelo pohvalimo. To nam danes zelo paše. Ampak tudi Dacia ni ušla trendu digitalizacije. Tudi Dacia je ponudila zaslon na dotik, ki je takšen velik, ampak tudi na tem področju je Dacia ubira neko svojo pot.
svojo filozofijo in poglejmo, kaj nam pravi ta filozofija. Mission chez Dacia, c'est finalement de redéfinir l'automobile essentiel. To so seveda super besede, ki jih bo posvojilo zelo veliko število kupcev. Poglejmo, kako se to kaže v praksi. V praksi se te besede kažejo v tem, da vi lahko kupite tudi Sandero brez klasičnega sredinskega zaslona na dotik, kakršnega smo danes navajeni. Vseeno lahko tudi v takšnem osnovnem Sanderu poslušate radijske postaje, tudi digitalne, in lahko se pogovarjate preko telefona. Avtomobil ima vgrajen Bluetooth sprejemnik. Je pa bistveno bolj zapleteno upravljanje. Je pa še ena možnost, da vaš telefon namestite na tole mesto in preko Dačine aplikacije poslušate glasbo, ki jo imate na vašem mobilnem telefonu, in pa tudi uporabljate vašo klasično navigacijsko napravo, navigacijsko aplikacijo, ki jo imate na telefonu. V tem primeru preko Dačine aplikacije tudi vidite podatke o vozilu, kako varčno vozite. No, velja poudariti, da tukaj ne govorimo o klasični integraciji telefona v avtomobilski sistem tipa CarPlay ali pa Android Auto. Ne, gre za preprosto povezavo telefona in avtomobila preko Bluetootha in pa uporabo telefona med vožnjo, ki pa seveda ni prostoročno, saj imamo telefon varno spravljen v takšnem neklasičnem nosilcu. Verjamemo, da se prav veliko kupcev ne bo ukvarjalo s to Dačino aplikacijo, zato ker bo večina kupcev izbrala tako ali tako najdražjo izvedenko Sandera in s tem dobila tudi takšen velik zaslon na dotik, takšen nadstandardni oziroma standardni zaslon na dotik. Tudi tukaj so nam želeli delo precej olajšati in nam recimo ponudili takšen docking station, ampak kako tudi tukaj izvedba šepa. Tale nosilec za telefon se med vožnjo precej trese, pa v resnici si ne želimo, da bi med vožnjo v naš telefon sonce sijalo in nam tako segrevalo baterijo. To preprosto ni dobro za naše naprave. No, kabel se spomnite priključiti preden vtaknete telefon, saj je njegovo mesto za povezanje skrito tukaj zadaj za ta displej in nekako nedostopno. Ampak ko smo že pri kablu, v mojem primeru se je povezava med telefonom in pa tem Dačinim sistemom večkrat med vožnjo prekinila, zato sem telefon na to priklopil brezžično, deluje tudi CarPlay brezžično, ta povezava je delovala bistveno bolje. Je pa dejstvo, da se je potem ta sistem tudi večkrat sesul, zmrznil je. In nauk zgodbe je, tudi Dača se očitno sooča z enakimi težavami, z enakimi problemi, kot se danes soočajo praktično vse avtomobilske znamke na primeru teh velikih displejev. No in to je cena sledenja trendom. Pri Dači so se čiščenja okolja in pa nižanja stroškov za energijo lotili malce drugače kot pa druge avtomobilske znamke, ki prisegajo predvsem na hibridizacijo oziroma elektrifikacijo bencinskih motorjev. No, pri Dači so se spomnili principa, ki je že zelo dolgo z nami in kar nekako malce zapostavljen. Seveda govorimo o pogonu na plin, na LPG, na utekočinjen naftni plin, na liquid petroleum gas. Tukaj gre za tovarniško optimizacijo motorja, ne govorimo o kakršnikoli predelavi. Ta pogon na plin so zasnovali inženirji, ki do obisti poznajo ta motor, kako deluje in kako mu lahko omogočijo, da tako deluje tudi na drugačen tip goriva. No in za občutek glede stroškov. Na poln tank plina je zadostoval za 496 km in to kljub razmeroma visoki porabi 8,4 litra. V stroških to pomeni 27 € za teh 500 km. No, vožnja na klasičen 95-oktanski bencin je za 11% bolj umazana. Ampak motor porabi manj goriva in za več kot 2 litra manj, to pravi okoli 6 litrov goriva. V denarnem smislu to še vedno pomeni, da je vožnja na plin pri današnjih cenah goriv za 1 € cenejša na vsakih 100 km. Koliko vam to pomeni, začunajte sami.
Ampak osnovna dilema se je pri nakupu dače z leti spremenila. Če so se včasih kupci odločili, ali bi vzeli novo dačo ali pa rabljen avtomobil, no danes se kupci odločajo, katero dačo bi vzeli in ali ne bi morda dodali še kaj in vzeli Renaulta. No in menimo, da je prav tu bistvena dilema, ki jo morate razrešiti. 2000 evrov stane primerljivo opremljen Clio. 2000 evrov več kot pa klasičen Sandero oziroma takšen Sandero Stepway je primerljiv cenovno s Cliom. In za 2000 evrov več ali pa za ceno takšnega Stepwaya lahko dobite torej avtomobil, ki je sicer narejen na enaki osnovi kot pa tale Dacia Sandero, ampak se v resnici pelje bistveno bolj dinamično, bistveno bolj suvereno, krmiljenje je boljše je udobje in na avtocesti je Clio v primerjavi s Sanderom bistveno tišji. In Clio je tudi bolj varen avtomobil, saj ponuja asistenčne sisteme, ki jih pri tem avtomobilu praktično ne dobite. Ampak, in ta ampak je zelo pomemben, namreč pri Cliu ne dobite tistega dačinega štrapaca. Ta avtomobil je delan, kot bi bil bolj, daje občutek, kot da je bolj trpežen, kot da ga je manj škoda, kot da je delan za ljudi, ki na avtomobil ne dajo prav kaj dosti in z njim tudi ne delajo prav lepo. Predvsem pa so to ljudje, ki se z avtomobilom vozijo tudi po takšnih makadamih. In v tem primeru se Dacia pelje veliko bolje kot pa Clio. Pa sploh ne rabi biti Dacia Stepway. Že navadni Sandero se pelje po makadamih bolj trpežno, bolj udobno. Si pa vseeno ne moramo otresti občutka, da so tokrat pri Daci vendarle želeli odščipniti nekaj tudi Renaultu. Naredili so vrhunski avtomobil, zagotovo se bo našel kdo, ki bo rekel, da bi veliko raje imel Sandera kot pa Clia, pa sploh ne samo zaradi cene. Je pa dejstvo, tam, kjer Sandero šepa, tam je dober Clio. Zato Clio in pa Sandero, to sta dva različna izdelka. Naj Dacia ostane Dacia, Renault pa Renault. Vas zanima Duster na plin? Imamo test za vas. Vas zanima, kako točiti LPG? Tudi tega imamo. Bi preverili, ali je za vas bolj pravi Clio? No, tudi ta test boste našli v naši videoteki. Izvolite.